Čestitke, to je ta nagrada, ta razlog, zakaj ste pustili danes več kot le srce na igrišču. Ja, res je, super tekma. Belorusi so tudi zelo dobro igrali. Na koncu smo se mi veselili, lahko bi se tudi oni, ampak na koncu smo le bili mi bolj zbrani in mislim, da tudi zasluženo zmagali. Bila je zelo težka tekma, imeli so 15.000 navijačev na tribunah, ki so vedno bili glasni, tako da ni bilo lahko igrati, ampak mislim, da smo pustili vse, kar smo imeli na ledu in zasluženo zmagali. Vem, da športniki ne marate tega vprašanja, ampak kako se počutite? Kakšni so občutki po takem slavju, nemudoma po koncu tekme? Jaz osebno se po mojem še ne zavedam, kaj smo dosegli. Po mojem čez nekaj dni me bo zadelo, ampak res vsaka čast fantom. To je res ena grupa igralcev, ki se zelo dobro razume in s katerimi je užitek igrati. In res vesel sem, da sem lahko del takšne ekipe. Današnja tekma, prava neka finalna tekma, nadpovprečno veliko borbe, to ste verjetno pričakovali že pred začetkom tekme? Ja, danes ni bil najlepši hokej za gledati mogoče, ampak to smo pričakovali. Dve ekipi, ki se borita za to zadnjo stopnico na olimpijske igre. Takšne so te tekme, bila je zelo težka tekma, ni bilo veliko priložnosti, ampak kot sem že prej povedal, vesel sem, da smo zmagali in da smo osvojili ta turnir in da lahko čez 2 leti gremo znova na olimpijske igre. Če ne drugega, zelo zanimivi za gledalce so bili recimo podaljški 3-3. To je verjetno nekaj, kar je pripomoglo k temu hokeju, da je še hitrejši, še bolj zanimiv tudi za širšo publiko. Ja, res je, to je bilo tudi nekaj novega zame. Jaz še nikoli nisem igral 3-3, v KHL-u se igra 4-4, tako da je bilo nekaj novega. Do podaljška so tudi že vsi igralci bili kar utrujeni, tako da ni bilo najlažje igrati. Vedno smo želeli imeti vsaj 2 igralca v obrambi, da ne bi oni imeli kakšen konter. Vsi vemo, da so zelo dobri v tem, ampak ja, to je nekaj novega. Upam, da še bom kdaj lahko igral 3-3, ampak ja, zdaj je konec tekme, lahko se veselimo in že komaj čakam, da se znova dobimo s fanti za kakšen drugi turnir ali pa za svetovno prvenstvo. Jan, hvala lepa, veliko sreče. Hvala vam. Jan, po prvi tekmi.